Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, Franci Kljubic, Televizija Slovenija, regionalni program. Lahko jaz? Dobro. Torej, čisto na kratko, če nam poveste, kako je potekalo srečanje v bistvu. Ja, najlepša hvala za ta odgovor. Jaz mislim, da je srečanje potekalo kvalitetno, tako kot potekajo tudi dogovori med občino Postojno in Ministrstvo za obrambo v preteklem času, se pravi v tem kratkem obdobju od decembra lanskega leta naprej. Mi smo zadovoljni za sodelovanje. Jaz mislim, da komisija, ki je oblikovana strani občine in Ministrstvo za obrambo, dobro, odlično upravlja svoje delo in da bomo vse skupaj probleme, ki nastajajo seveda ob takem objektu, ob prisotnosti Slovenske vojske v neposrednji okolici tudi uspešno reševali v prihodnje. Sama bi prepustila vso delo tej koordinacijski skupini in predvsem opozorila na to, da ne nazadnje obramba je del varnosti Slovenije kot take in da smo vsi tukaj zaradi nas, Slovenk in Slovencev, zaradi suverenosti naše države. Verjetno veste, da DPN Poček je, kot kaže, pod vprašanjem. Vložene so 3 ustavne presoje. Zanima nas vaš komentar. Če ustavna presoja zdrži, kaj to pomeni za Poček? Imate kakšne alternative? Mi čakamo, da bomo videli, kaj bo rečeno na sodišču in bomo potem reševali zadeve naprej. Se pravi, da nimate, bom rekla, rezervnega B-načrta? Ja, mi pričakujemo, da bo v bistvu Poček tukaj ostal srednje vogrišče Slovenske vojske. Nenazadnje je to pomembna infrastruktura za vojsko in da bomo lahko v sožitju z lokalno skupnostjo se prebivalci bivali tudi prihodnje. V tem sporočilu za javnost ste rekli, da je napredek glede okoljskega monitoringa, varovanja narave in tako naprej. Ali to pomeni, da bo Slovenska vojska dovolila, da, bom rekla, pridejo na Poček tudi zunanji, v narekovajih, opazovalci, ki bodo naredili svoje okoljevarstvene meritve? Mi pripravljamo razpis, zato da izberemo v bistvu ustrezno strokovno institucijo, ki bo potem izvajala tudi monitoring. Dovolite še eno vprašanje in sicer mene zanima, če bi se recimo pojavila neka neodvisna okoljevarstvena organizacija, kot je recimo Alta Adria Green, Ekologi brez meja, bi jim dovolili izvajati neodvisen monitoring, neplačan? Se pravi, neplačan strani ministrstva? Ja, tako. Ja, jaz mislim, da glede na to, da odpiramo vrata in če bi se prilagodili vsej tistemu režimu, kar je tukaj potrebno, da ne bi bil problem. Koliko sredstev ste dobili strani obrambnega ministrstva za uporabo? Če govoriva o odškodnine. Za preteklo leto so dogovori za letošnje leto? Ja, v preteklem letu je bilo namenjenih 75.000 evrov, katere smo prijeli v letošnjem letu. In v letošnjem letu smo se dodatno dogovorili še za dodatnih 75.000 evrov, katerih vse skupaj bomo namenili za obnovo ceste in pa infrastrukture med Ljubljansko cesto in pa pod Sovičem, pod Počem na Diku. To je tisto, kar rabi vojska, da pride do poligona z druge strani. Nisem to. Koliko pa bi morali? V dogovorih je bil omenjen znesek 260.000 evrov letno, vendar v samem dogovoru je neka napaka, ki pravi do 260.000 evrov, zato v preteklih letih je bilo veliko problemov z izplačevanjem oziroma realizacijo tega dogovora. Ste besedico do umaknili? Besedica do se sedaj umika in tudi pogajalska skupina vztraja na tem, da se izplačevanje odškodnin uredi sistemsko oziroma zakonom. No, v preteklosti je bilo govora tudi o tem, da bi s pomočjo, recimo skozi te odškodnine, vam pomagali zgraditi tudi gasilski dom. Koliko je sedaj na tem? Ja, ravno o tem smo dogovorili tudi danes z ministrico. Pozna problem, smo še dodatno seznanili, da je ta gasilski dom izrednega pomena za celo občino in pa za regijo. Torej, o tem smo se pogovarjali, seznanili in upam, da bomo tudi prišli do nekih rešitev. Seznanili ste se, da je to vrednost 700.000 evrov, projekt gasilskega doma. Projekt gasilskega doma je vreden 3 milijone evrov, tako je, ja. V preteklosti je bil že dogovor z Ministrstvom za obrambo o skupnem sodelovanju oziroma izgradnji tega doma, vendar ta dogovor je padel v vodo in rad bi ga seveda obnovili, ker nujno potrebujemo urejene prostore za gasilsko enoto. Jaz mislila začetek je bil tistih 700. Ja, projekt. Ja, celoten projekt je po 3 milijone. Bi radi še kaj dodali?
Meni je vroče, moram iti naprej. Čeprav razumemo, je bil bolj spoznavni sestanek s polsko problematiko ali Ja, mi smo se že dobili karkoli konkretnega. Mislim, da pred 2 tedni smo se dobili s predstavniki vlade, z sekretarji in pa direktorji direkcij, katere smo že seznanili z problemi v občini. Tako da danes je bila ministrica zelo dobro pripravljena, poznala je probleme, prisluhnila je še dodatnim pojasnilom, tako da verjamem v njeno pravo sodelovanje. Lahko je še eno vprašanje, kako rešujete pa recimo morebitne težave, ki jih imajo zasebni lastniki na območju, ki jih uporablja občasno? Ja, tudi to je del pogajanj, namreč z neko neposredno odškodnino oziroma dodatnim obveščanjem, kdaj, kako. Skratka, sami smo mnenja, da tudi odškodnina za uporabo poligona bi morala priti fizično tudi v roke tistih, ki so najbolj prizadeti zaradi delovanja na pošti. Bi morala, ampak... Upam, da bo. Kaj imate na časovnico, kdaj boste čakali, da se takole sistemsko uredilo? Glede, pogajanja zdaj potekajo praktično vsak mesec. Zdaj so se sestali že 4-krat, pogajalska in koordinacijska skupine. Za 4-krat je, seveda, časovnica je do konca leta se naj bi nekje realiziralo nekaj zadev, tudi z gospodom ministrico se takrat dobimo v jeseni, ne? In bomo tudi javno objavili, kaj je bilo tega že dogovorenega, podpisanega. Katere zadeve, ene verjetno prej, druge kasneje, o tem vam težko govorimo. No, boste prišli na dan odprtih vrat, ki je predstavljen 13. junija? 13. junija. Ja, sem povabljen in pridem. Mogoče še to, sistemska ureditev in tako naprej. Glede na to, da je bil leta 2000 Postojni posvetovalni referendum, na katerem se velika večina Postojnčanov izrekla za zaprtje poligona, in glede na to, da je to civilna iniciativa zahtevala tudi z 18.000 podpisi, ki jih je predala takratni ministrici Jelušičevi, me zanima, če bo v tem zakonu napisano tudi, dokdaj bo Poček zaprt. Prioriteta teh pogajanj je zaprtje Počka in ta naj bi bilo tudi navedeno, kdaj naj bi bil ta poligon zaprt. Gospa ministrica, ste hteli vi povedati, če nekaj? Po moje bo župan težko odgovoril na to, kakorkoli že. Poček je en izmed najpomembnejših objektov Slovenske vojske. Mi si želimo tukaj ostati in če bo javnost bolj sprejela, da gre za našo vojsko, mislim, da se bo tudi razmerje do tega spremenilo. In sploh kolikor bo sedaj sodelovanje med Slovensko vojsko in lokalno skupnostjo bistveno boljše, kot se je že v bistvu pokazalo za celo leto. Hvala.